Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Ker nam je crknil disk in z oddajo zamujamo, ura je namreč že 2, ko tole snemamo, jaz moram pa domov po otroka v vrtec, gremo na hiter. Ali se Sloveniji obeta nova tajkunska zgodba? Poslanka SD Majda Potrata pravi, da gre v Palomi za sum črne privatizacije. Zato je pisno vprašanje glede prodaje Palome naslovila na ministra za gospodarstvo Andreja Vizjaka in ministra za finance Andreja Bajuka. Gre za to, da sta KAD in SOD tista, ki odločata ali ki sta vpletena v prodajo 71% deleža države v Palomi, opravila drugo cenitev, ki je bistveno nižja, in med ponudniki, ki se zdaj nekateri med njimi že ne v prvo javljajo za odkup firme, je med tujimi ena sama slovenska firma. In prav ta slovenska firma P33 naj bi bila povezana z upravo in naj bi šlo za tipičen primer menedžerskega odkupa. V poslu naj bi največ pridobila članica uprave Palome Mateja Pergar, vsaj tako sumi Potrata. Citroen, ful je dober. Sodelovanje med gospo Pergar in lastnikom firme ali enim od lastnikov firme P33, tako da kaže na osebne povezave med obema. Zdaj, razumeli pa me boste, da ne želim nikoga razglasiti brez natančnih podatkov za tajkunko ali za tajkuna. Citroen, kako se lepo pele. Ministrica za zdravje Zofija Mazej-Kukovič je zelo užaljena zaradi izjave filozofa Tineta Hribarja v intervjuju za Sobotno prilogo Dela. Novinarsko konferenco je začela s citatom iz intervjuja in na to potem sama odgovorila. Sedaj se nič ne dogaja. Novi ministrici nista sposobni ničesa sestaviti in izpeljati. Njune naloge prevzema minister Virant. To, da pa ocenjujemo drugega Slovenci bolj potem, da smo nesposobni, pa tudi mislim, da je ni čist prav. Včasih bi vendar lahko stvari pogledali, tudi z takega pozitivnega zornega kota. Ministrica pričakuje, da bodo do začetka januarja ponovili javni razpis za nakup opreme za novo stavbo nevrološke klinike. Glede pediatrične klinike pa pravi, da ne more zagotoviti, ali bo končana v aprilu, ko se izteče rok. Gradnjo namreč preiskujejo kriminalisti. Povedala pa je tudi, kaj se je zgodilo z vodjo pravne službe Jurijem Klepcem, znanim prišepetovalcem njenega predhodnika. Kje je ta Citroen? Jaz sem že zadnjič omenjala, ko ste Klepca povezovali, mislim, da vse karkoli se je zgodilo tudi zaradi nevrološko, takrat ste ga pa s tem povezovali, ne? Ime, ki se povezuje z določeno aktivnostjo, ni povezano niti s tem, niti z nevrološko. Z Klepcem sva se dogovorila ob mojem prihodu za to, da on več ne upravlja funkcije vodje pravne službe in on je to spoštoval, da je pa zdaj si najde drugo službo, to pa je čisto njegova legitimna pravica. Slovenska delegacija se je vrnila z Balija, kjer se je zaključila konvencija Združenih narodov o podnebnih spremembah. Okoljski minister Janez Podobnik je tam sprejeti dogovor o začetku pogajanj o ukrepih proti podnebnim spremembah po letu 2012 označil kot pomemben, saj prvič zavezuje ZDA in države v razvoju. Pohvalil pa je tudi Slovenijo. Pridna. Zaključujem z ugotovitvijo, ki sem že prej enkrat omenil, da je bila slovenska delegacija na konferenci zelo aktivna. Nekoliko drugačno mnenje o uspehu konference imajo nevladne organizacije. Nekaj razlogov za to je pojasnila predstavnica Fokusa Barbara Kvac. Kaj je to Fokus, kaj je to Kvac? Na začetku so države v razvoju predlagali, da se zaradi tega, ker do sedaj ni bilo nekega vidnega napredka na tem področju doseženega, ustanovi poseben sklad za prenos tehnologij. Zaradi potem velikega nasprotovanja predvsem Združenih držav in Japonske, na koncu bil sprejet nek kompromisni dogovor, da bomo zdaj napisali strateški program za prenos tehnologij. Bili smo pa tudi zelo nezadovoljni s tem, da v mali akcijski načrt ni bilo sprejeto, niso bile uvrščene te ugotovitve znanstvenikov, govorimo o indikativnih območjih zmanjšanja emisij za razvite države od 25 do 40% do 2020. V času slovenskega predsedovanja Evropske uniji bo ena glavnih nalog razreševanje kosovskega vprašanja. Komentar dneva Zijad Bečirović. 10. december zagotovo ni bil dan D za Kosovo, kot so mnogi napovedovali.
Mednarodni inštitut IFIMES je že skozi mnenja, da Kosovska skupščina ne bo sama razglasila neodvisnosti. Takšno vedenje bi jo pripeljalo v opozicijo Severnega Cipra v 70. letih prejšnjega stoletja. Poteze Kosovske skupščine bodo potekale v neposredni zvezi s politiko Washingtona. Če bo prišlo do enostranske razglasitve, bo to zagotovo usklajeno s kosovskimi zavezniki, še posebej z ZDA. Hašim Tači bo sestavil novo vlado skupaj z Demokratsko zvezo Kosova, ki je stranka pokojnega Ibrahima Rugove. Kosovska politika se s prihodom Tačija ne bo bistveno spremenila, ker samostojne kosovske politike dejansko ni, saj jo oblikujejo predvsem ZDA in delno Evropska unija. Javnost predvsem zanima, kakšno bo ravnanje Srbije in kosovskih Srbov v primeru razglasitve neodvisnosti. V javnosti je malo znano dejstvo, da Srbi kontrolirajo dobro petino teritorija Kosova. To pa se ne nanaša le na primer Mitrovice, kjer obvladujejo teritorij v enem kosu, temveč gre za enklave v različnih delih teritorija, kar bistveno otežuje funkcioniranje prihodnje kosovske države. To vprašanje bo odprto ne glede na naslednje poteze kosovskih oblasti in zagotovljeno avtonomijo za tako imenovane srbske občine. Za slovensko zunanjo politiko bo vprašanje Kosova predstavljalo poseben izziv v času predsedovanja EU. Pojavljata se dva možna pristopa. Prvi, da Slovenija aktivno sodeluje, in drugi pa bo Slovenija imela le svetovalno vlogo pri reševanju tega aktualnega vprašanja. Mednarodni inštitut IFIMES je mnenja, da ne prvi, ne drugi pristop ni sprejemljiv za Slovenijo in lahko škoduje njenim interesom. Slovenija je bila pred 16 leti del skupnega jugoslovanskega vprašanja, ki je marsikje povzročilo globoke rane, ki še danes ponekod niso povsem zaceljene. Še posebej v Srbiji nekatere sedaj vodilne slovenske politike še vedno doživljajo kot razbijalce Jugoslavije. Enostavno povedano, postavlja se vprašanje primernosti slovenskega ponujanja rešitve v regiji zaradi zapletenih razmerij iz preteklosti. Kaj bi se zgodilo in kako bi se na primer odzvala hrvaška in slovenska politika in javnost, če bi srbski predsednik Tadić ponudil rešitev spora v Piranskem zalivu? Morda v tem leži odgovor slovenskemu reševanju kosovskega vprašanja. V soboto zvečer bo v Državnem zboru potekala slavnostna seja, na kateri bo Danilo Turk prisegel kot novi predsednik Slovenije. V nedeljo dopoldan pa bo sledila predaja poslov, med njim in Janezom Drnovškom. Turk je predtem še zadnjič redno predaval študentom 4. letnika pravne fakultete o sklepanju mednarodnih pogodb. Pred predavanjem nam je zaupal, kaj bo najbolj pogrešal. Če primerjam vse stvari, ki sem jih počel s tem profesorskim delom na fakulteti, bi rekel, univerza omogoča najvišjo stopnjo svobode, ki jo lahko človek v katerem koli poklicu ima. Tako da ta akademska svoboda, ki jo prinaša delo na univerzi, je čisto nekaj enkratnega. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Po razprodanem ljubljanskem koncertu so pankarti odrinili na turnejo po mestih bivše države. Bzzz. Prvi del turneje so pričeli v Vinkovcih, eni izmed prestolnic panka, nadaljevali pa v Novem Sadu in Beogradu. V drugem delu so poleteli tudi v Dubrovnik, kjer so nastopili prvič. Zaključek turneje pa je bil dan kasneje v zasneženi hrvaški prestolnici. Kjer je ta? Aja, Zagreb. Takole je bilo v klubu Karantena. Še vreme, vlaga v zraku nam je zmehčala trdi disk Pička i materina. Iz ljubljanskega studia 136 to so bile vesti na vesti.